Skupina Idols je letos izdala svoj tretji album Ultramono, ki sledi njihovem drugem albumu Joy as an Act of Resistance iz leta 2018. Tale single sicer ne prihaja iz nobenega izmed teh dveh albumov, izšel je v obdobju med obema albumoma kot nekako neuporabljen posnetek iz albuma Joy as an Act of Resistance. Posnela sta ga režiserja Will in Dylan, ki sta bila zelo aktivna okrog leta 2010. Posnela sta videe za tako odmevne skupine, kot so Wild Beasts, Elbow, Franz Ferdinand, potem pa sta leta 2014 nekako izginila iz scene in to je njun povratniški videospot. Kot komad, ki je išel samo na 7-inčnem vinilu, bi lahko zlahka šel mimo zavesti poslušalcev, pa ni. Mislim, da ravno zaradi tega videospota, ki je bil precej odmeven. V njem pa vidimo uporabljeno podobno gesto kot pri Salvatoreju Ganacciu, se pravi udarjanje z glavo kot nek vizualni moment je odmev glasbenega ritma, recimo. Udarjanje z glavo in z glavo skozi zid, ne, vse v zaključku. Ne, to se mi zdi super, nek tak zelo enostaven in učinkovit koncept, ki ga tukaj, se pravi, hkrati na neki formalni ravni poudarja ritem in že avtomatično sama ta gesta, recimo, pelje vizualno skozi spot. Tukaj pa še zelo pametno to umeščeno v nek vsebinski kontekst, ko imamo pač recimo neke te konformistične prizore življenja, se pravi nekoga v pisarni doma in ta neka ta udarjanja se tako lepo formalno in vsebinsko izpeljete in se mi da tole primer spota z nekim jasnim konceptom in neko močno eskalacijo, v bistvu tako zelo preprosto in učinkovito. Meni se zdijo take poteze vedno znak, da gre za režiserja, ki ve, kaj dela v glasbenem videu, ki se zaveda problematike odnosa med podobo in glasbo in zna tudi vizualne momente uporabljati na glasbeno podlago. Podobno, kot si ti to počel v tvojem videospotu, ker glasbeni video je še vedno zaznamovan z serijo nekih klišejev, ne? Kako povedati neko zgodbo na, ne vem, nek MTV-ovski način. Je to še vedno neka taka velika ovira, ne samo pri nas, tudi v svetu, ne? Da režiserji preprosto sledijo nekim klišejem, ki so uveljavljeni. Ja, mislim, vidim recimo neke te utrujene trende, ki se še vedno vlečejo, recimo, da dostikrat se režiserji preveč prepustijo neki zgodbi, neki naraciji, ki potem je posneta kot film in nima zares nekega dialoga s samo glasbo, tako da dajo prednost tej neki zgodbi, ki je dostikrat recimo neka ta ljubezenska zgodba, pa potem, zdaj, če malo karikiram, imamo nek par, ko se nekaj krega, pa itak ne slišimo, kaj govori, pa nekaj meče, pa nekdo sedi, pa žalostno gleda v steno. Pa pol se, ne vem, vidi, da to so vse samo sanje ali pa nekaj takega. Tako da, ja, kot smo že prej omenili, v bistvu se mi zdi, da je vloga videospota nekje drugje, da se pač tukaj raziskuje neke mogoče bolj vznemirljive načine pripovedovanja oziroma sploh filmskega izraza, kot se pripuščati pač nekim klišejem. In tukaj je primer, kako z neko majhno intervencijo ful daleč pridemo lahko. Opozorimo tudi na to, seveda, da tukaj spremljamo diegetski zvok, ne? Ta zvok udarjanja ob mizo, kar je zelo pomemben element, ki ti nekako približa to pripoved oziroma stisko tega glavnega protagonista, kar je tudi nekaj, kar je mogoče premalo uporabljeno, ne? Nekaj, kako lahko zvok same pripovedi uporabiš na glasbeno podlago. V redu, gremo naprej. 11. videospot je video francoskega glasbenika Gauthiera Serreja za komad Very Noise. Glasbenik pa sicer nastopa pod psevdonimom Igor z 3 R.